Najprej bi se obrnil k številnim prostovoljcem, ki danes niso z nami, so pa tudi v letošnjem letu prostovoljke in prostovoljci dali nenadomestljiv prispevek k temu, da lahko govorimo o Sloveniji kot solidarni družbi. Sprejmite, prosim, vsi navzoči in tisti, ki jih predstavljate, moje najbolj iskrene besede hvaležnosti za opravljeno delo in priporočilo, da tako skupaj tudi nadaljujemo. Na globalni lestvici dobrodelnosti se Slovenija uvršča na 37. mesto, med evropskimi državami zavzema 11. mesto. Same humanitarne organizacije opozarjate, da je trend ustanavljanja vedno novih organizacij na tem področju prisoten že nekaj časa, kar pomeni, da obstaja za to človekoljubno dejavnost, zanimanje in potreba. Hkrati opozarjate, da se žal finančna podpora države temu ustrezno ne povečuje, pa tudi donatorska sredstva ne naraščajo sorazmerno za večjo gospodarsko močjo. Tu je torej še veliko priložnosti za razvoj. Ni pa dobro, da se posamezne organizacije v težnji za izboljšanje vašega položaja in uresničevanje vaših plemenitih ciljev postavljajo ena proti drugi, kar je zadnje čase mogoče opaziti med invalidskimi in humanitarnimi organizacijami. Tako z humanitarnimi organizacijami, kot zlasti z invalidskimi večkrat v zadnjem mesecu. Sem imel priložnost temeljitejših pogovorov in sem lahko opazil, da tukaj obstajajo nekatere zamere, utemeljene ali ne, ki bi jih bilo mogoče tudi dobro opraviti z enim skupnim sestankom in ugotoviti, kako je mogoče kakšen problem odpraviti. Delovanje humanitarnih organizacij je že dolgo zelo pomembno pri ustvarjanju boljše, bolj solidarne in bolj vse vključujoče družbe. Humanitarne organizacije pomagate približno tretjini Slovencem, da se lažje soočajo s svojim vsakdanom. To je izjemno in nenadomestljivo. Naj povem, da sem v zadnjem času, poleg več sestankov z invalidskimi organizacijami, imel sestanek prejšnji teden z predstojniki Centra za socialno delo v Mariboru, največjega centra za socialno delo, in danes z vami, in da sem skušal ugotoviti, kakšna je socialna slika Slovenije, ta hip, ko lahko govorimo o tem, da se gospodarstvo krepi, ko lahko govorimo o neki trajnejši rekuperaciji, okrevanju slovenske ekonomije, in smo lahko ugotovili, da se, čeprav povzamem, spreminja tip revščine in da se spreminja tudi potreba po pomoči tistim, ki jih ocenjujemo za revne. Tako ocenjujejo v Centru za socialno delo, kot tudi humanitarne organizacije. To je zelo pomembno, ker to spreminja celotno mentaliteto vseh tistih, ki si prizadevamo za to, da bi humanitarnost, humanost, solidarnost ostala temeljna prvina, kvaliteta naše družbe, da razumemo potrebo po spremembi pri tematiziranju tega vprašanja. Vaša vloga je ključna pri zagovorništvu ogroženih posameznikov in družbenih skupin ter pri opozarjanju in vzpodbujanju javnosti in države za načrtovanje in uresničevanje skupnih programov reševanja socialnih stisk prebivalcev. Postali ste nepogrešljiv deležnik pri izvajanju socialnih programov, ki jih državne institucije same ne zmorejo zagotoviti. Še zlasti ste humanitarne organizacije pomembne pri skrbi za bolj kvalitetno življenje in enakopravnejše vključevanje posameznikov s psihosocialnimi težavami ter bolnikov s kroničnimi boleznimi. Velik je tudi vaš prispevek pri reševanju in lajšanju socialnih stisk in težav prebivalstva, ki jih država ne doseže.